lepo pozdravljeni. Torej, tema je aktualna, bo pa v prihodnje najbrž še bolj, kajti to je nekaj, o čemer se sedaj začenjamo pogovarjati in bomo videli, kako uspešni bomo vsi skupaj pri implementaciji, ker gre torej za prostovoljni standard za poročanje o trajnostnosti. Mišljenje je najprej za mala in srednje velika podjetja, v zadnjem času se pa v kontekstu omnibusa omenja tudi njena aplikativnost za večja podjetja, ki niso ali pa ne bodo v prihodnje del zavezancev. Torej, kaj bomo predstavili v okviru te teme, kam se umešča standard VSME v krajini poročanja o trajnostnosti. Vemo, da teh standardov poročanja, zlasti prostovoljnih, je kar nekaj. Za koga je torej primeren standard VSME? Nekaj bomo izpostavljali ključnih principov poročanja. Vemo, da je ta standard modularen in bomo na kratko predstavili ta ključna dva modula. In pa na koncu nekaj odzivov. Kot vemo, decembra lani je bil ta standard predstavljen in so že seveda znani nekateri odzivi in razmišlja se, kakšni koraki bodo v prihodnje, in s tem bi danes zaključili. Torej, poglejmo zakaj. Zakaj je bil ta standard potreben? Kajti srednja in mala podjetja so nekako vabljena k poročanju, ne s strani zakonodaje in regulative, ampak iz nekih drugih razlogov. Po eni strani finančne inštitucije rabijo tovrstne informacije. Vemo zlasti recimo za slovensko okolje, podobno tudi v Evropi, da je večina tega gospodarskega telesa sestavljena iz malih in srednje velikih podjetij in finančne inštitucije ne morejo upravljati s svojimi portfelji na trajnostnostni način, ne da bi dobile kvalitetne primarne podatke, torej od njihovih klientov, in verjamem, da vsi imamo že take in drugačne izkušnje s finančnimi institucijami preko različnih vprašalnikov, ESG in tako dalje. Po drugi strani večji kupci, ki so tudi zavezani za poročanje o trajnostnosti, ali pa tudi, če niso, pa imajo svoje trajnostne neke zahteve, strategije, cilje, želijo ali pa hočejo upravljati s svojimi dobaviteljskimi verigami in tudi oni potrebujejo, torej ti veliki subjekti, naročniki, torej primarne podatke od svojih vrednostnih verig. Marsikater subjekt, podjetje neposredno z blagovno znamko nagovarja končne potrošnike, ki so v marsikaterem delu že precej ozaveščeni. Govorimo tudi o mlajših generacijah, ki aktivno sprašujejo, torej, kako podjetje upravlja s trajnostnimi kazalniki, in je to način, kako se podjetja predstavijo. In so seveda še tudi drugi razlogi, med tem je seveda tudi ta, da so tudi ta podjetja že ozaveščena in želijo tudi sama upravljati s svojim trajnostnim razvojem, in en tak poročevalski okvir ali standard nudi nek strukturiran pristop, kako lahko to upravljajo. Torej, ker so ti razlogi različni, vemo, da v zadnjih letih krožijo številni zelo različni vprašalniki, da so bile že številne pobude, kako bi lahko te vprašalnike poenotili, zato da manjša srednja podjetja, ki so kadrovsko seveda omejena s svojimi resursi, ne odgovarjajo na tako številna vprašanja. Eden izmed torej teh poskusov, kako bi stvari poenotili, da bi privarčevali resurse, čas in tako naprej, je torej tudi ta prostovoljni standard za poročanje o trajnostnosti.